Lep pozdrav strani Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Malenkost bomo še počakali, ker se nam udeleženci še prijavljajo, tako da zdržite z nami še kakšen trenutek ali dva, potem pa začnemo. Tako, počakamo še malo. Tako, jaz mislim, da bi kar začeli, sicer vidim, da niso še vsi udeleženci prijavljeni, se nam bojo prijavljali tokom webinarja. Torej, lep pozdrav strani Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Hvala, ker ste danes z nami. Nadaljujemo z nizom aktivnosti, ki smo jih poimenovali gospodarska revitalizacija regije. Namreč po COVID-19 so se določene stvari spremenile in pripravili smo nekaj aktivnosti, znotraj katerih poskušamo motivirati oziroma k nadaljnjem delu. Poleg današnjega predavanja preko spleta se bomo v petek, naslednji teden, torej 10. julija, prvič srečali v živo. Imeli bomo predstavitev možnosti črpanja evropskih sredstev. V Celovcu bo ta dogodek, več o njem lahko spremljate ali na naši spletni strani ali pa preko naših socialnih omrežij, kot sta Facebook in pa LinkedIn. Danes pa o davčni reformi v Avstriji, spremembe in spodbude, ki jih je sprejelo avstrijsko finančno ministrstvo po udaru virusa COVID-19. Od začetka korona krize je bil cilj finančnega ministrstva, da se hitro zagotovi likvidnost avstrijskih podjetij, ne glede na velikost in na tržni pomen posameznega podjetja. Novosti in spremembe nam bo predstavil dvojni doktor Marjan Vakovnik, ki z vodilnimi iz Ministrstva za finance vodi celotno finančno upravo skozi to obdobje. Spoštovani gospod Vakovnik, spoštovani Marjan, pozdravljen. Pozdravljeni vsi. Hvala za dragocen čas in za vse informacije, ki jih boste danes delili z našimi udeleženci. Še nekaj tehničnih navodil. Torej, vsi, ki nas spremljate preko Zooma, lahko zastavljate vprašanja. Z gospodom Vakovnikom so se dogovorili, da bova po sklopih se ustavila in bo možno zastaviti vprašanje glede na sklop, ki bo predstavljen. Imate več možnosti lahko preko četa ali pa preko Q&A-ov. Enostavno napišite vaše vprašanje in bova nanj odgovorila. Vsi, ki pa nas spremljajo preko Facebooka, žal teh vprašanj ne bomo verjetno mogli spremljati ves čas, ampak bomo pač poskušali biti aktivni. Sedaj pa predajam besedo gospodu Marjanu Vakovniku, da začne s predavanjem. Hvala lepa, Vesna. Jaz bi te naprošal, da mi boš asistirala in da mi boš pomagala in da boš ti potem prosojnice listala naprej. Je tako v redu? Absolutno. Ja, gremo morda k naslednji prosojnici, k naslednjemu slajdu. Jaz bi pričel z pregledom davčnih ukrepov v Avstriji. In sicer, kot je morda znano že v javnosti, oziroma skušamo zagotoviti likvidnost posameznih davčnih zavezancev v Avstriji. To povem zaradi tega, ker je vsaka država v Evropi zaradi te krize sprejema lastne ukrepe. Jaz bom danes seveda podal samo ukrepe, ki smo jih sprejeli tle v naši državi, v Avstriji. Bi rad pa ob tej priložnosti tudi povedal, da so naši avstrijski ukrepi kar precej podobni tudi ukrepom, ki jih je sprejela Nemčija. Kaj so sedaj za posameznega davčnega zavezanca najvažnejši davčni ukrepi, da jih na hitro ali pa da jih pregledamo, bomo potem tudi diskutirali o tem ali pa onem ukrepu.
To je prvič zmanjšanje davčnih akontacij v Avstriji, tako za dohodnino, kot tudi za davek na dohodek pravnih oseb. Potem, da avstrijska davčna uprava omogoča olajšave za plačilo davčnega dolga, če ima davčni zavezanec dolg pri davčni upravi, lahko zaprosi za plačilo v obrokih ali pa da se mu ta davčni dolg odloži za en določen rok. Potem en važen ukrep, ki ga je sprejela naša država, je tudi tako zvani odstop od prepisa zamudnega prebitka. Kaj je ta zamudni prebitek? Če davčni zavezanec ne plača davek na dan dospelosti, potem avtomatično davkarija za zamudo predpiše tako zvani zamudni prebitek. Tega ne smemo zamenjati z zamudnimi obresti, to je nekaj drugega. Zamudni prebitek znaša od prve sekunde naprej 2% in se lahko poveča na 4%. V tej korona krizi država tega zamudnega prebitka ne bo predpisala in ga tudi ne predpiše. Naslednji važni korak z mojega vidika je tudi tako zvani prebitek, ki ga država lahko predpiše oziroma davkarija predpiše, če nekdo prepozno odda davčno napoved. V Avstriji tako, da mora teoretično davčni zavezanec, če je podjetnik, svojo davčno napoved najkasneje oddati do 30.6. naslednjega leta. Pomeni, za leto 2019 se morajo napovedi oddati do 30.6.2020. Za davčne svetovalce imamo en poseben commitment, ne bi rekel, da je pogodba, ampak en dogovor, da davčni svetovalci svoje klijente oziroma davčne napovedi svojih klientih oddajajo v tako zvanih kvotah. Ja. Vse to se bo še v naslednjih tednih po mojem tudi olajšalo. Vsekakor pa je en korak ta, da se bo rok za oddajo davčnih napovedi za leto 2019 podaljšal do 1. avgusta 2020. Si prej povedal, bi morali davčni zavezanci te napovedi oddati do 30.6.2020, ampak ta rok se je sedaj podaljšal za 2 meseca, to pomeni do konec avgusta 2020. Računam pa s tem, da se bo to po vsej verjetnosti celo podaljšalo še naprej. Ena važna zadeva je tudi, da je država sprejela en zakon, ki tistim kritičnim kadrom, če dobijo bonuse, da se jim ta bonus ne obdavči. Sicer bi po mojem bilo tudi nelogično, če imamo kritične kadre, kot naprimer zdravnike, bolniške sestre, vsi ti, ki so skrbeli v tej infrastrukturi za družbo, če bi se jim ta bonus še dodatno obdavčil. In zato so v parlamentu sklenili, da se ti bonusi za letošnjo leto ne bodo obdavčili z dohodnino. Neobdavčena je tudi proizvodnja razkužil in za določene pristojbine in dajatve, če nekdo zaprosi pri državi za neke, oziroma stavlja neka zaprosila, potem se ta zaprosila ponavadi v Avstriji dodatno nabijajo še z pristojbinami. V tej fazi se ne pobirajo pristojbine. Vesna, morda greva kar na naslednjo stran? Si me čula? Ja. Ne, še ne vidim naslednje strani. Aha, jaz se že vidim na skrinu. Ampak jaz jo imam itak tle pri meni sprintan, tako da to ni problem. Mislim, da jo mi vsi spadi vidimo. Pavšal za prevoz, ne? Ja, pavšal. Pavšal, ok. Hvala lepa, Vesna. Ni bila tvoja napaka, bila je moja napaka. Nič hudega.
Se oproščam in sicer še morda eno prosojnico za davčne ukrepe v detajlu. Se oproščam, da je to tako masovno sedaj prišlo za temi davčnimi ukrepi, ampak parlament vse skozi deluje in mislim, da so v Avstriji sprejeli nad 20 protikoronskih zakonov in skoraj vsakem od teh zakonov je zapisano tudi nekaj za davkarijo, tako da so zadeve res kompleksne in temu služi ta današnji webinar, da se malo orientiramo skozi ta celotni džungl vseh teh predpisov. Jaz sedaj nadaljujem, kaj so še nadaljni ukrepi. Nadaljni ukrepi so med drugim ti, da se pavšal za prevoz delojemalcev, to imenujemo v nemščini pendla pavšale, da je pravzaprav zahteva ta pavšal, da delojemalec več ali manj redno prihaja na delovno mesto. Če ne prihaja redno na delovno mesto, potem se ta pavšal ne sme izplačevati. Sedaj v korona krizi seveda ljudje niso šli na delovno mesto, so bili doma, tudi niso smeli na delovno mesto in kljub temu je teoretično bi jim ne prestojal ta pavšal, a država, recimo finančna uprava je sklenila, da ta pavšal velja tudi takrat, če se delojemalec nahaja doma v home officeu, to pomeni, da ne gre na delovno mesto. Ja. Potem so določene olajšave predvidene za dodatke za nadure, za nesnago, za težka in nevarna dela. In ena posebna ureditev velja za zdravnike v Avstriji, to je res nekaj specialnega. Zdravnik v svoji lastninski in preneha za to ordinacijo, Marjan, ker je pač dosegel tisti del. A me čuješ? Ja, Me slišiš? mečka nekaj hilca povezava, ampak mislim, da je zdaj boljš. Tako da mislim, da ta zadnji del nismo dobro slišali, zdaj pa bo. Boljš, veš? Ne? Okay. Zdaj gre zopet, Vesna? Ja, zdaj pa bo spet v redu, ja, zdaj pa je. Čakaj malo. Zdaj gre. Zdaj pa gre, ja. Ok. Ja, se oproščam, ampak nažalost to ni v mojem vplivu, na to ne morem vplivati. Ja, ja vemo. To pomeni, mi imamo določene oprostitve tudi za zdravnike, ker mi smo sedaj morali precej penzioniranih zdravnikov zopet vpoklicati na delovno mesto. Ja? Vesna, me čuješ? Ja, v redu je zdaj, v redu je. Ja. Ja, kaj bi še omenil za družinski dodatki za študente in otroke, ki so na poklicnem usposabljanju, so se podaljšali. Potem pri stroških poslovnih kosil finančna uprava trenutno ne bo tako rigidna, bo odobrila te stroške, to tudi zaradi tega, ker pač hočejo v Avstriji pospeševati celotno gastronomijo in ukinil se je tudi davek na peneče vino. Nemško se ta davek imenuje Schaumweinsteuer. Vesna, morda vprašaš publiko, če ima sedaj po teh dveh prosojnicah nekdo kako vprašanje. Torej, če imate vprašanje, dajte ga napisati ali v chat ali F&A, kakor vam odvisno, kako imate nastavljen Zoom, ampak lahko naju dosežete tako, da enostavno tipkate notri vprašanje in jaz ga bom potem videla in prebrala. Tako da mogoče počakava sekundo ali dve, če se nama kdo javi. Počakajva še malo. Ja. Ne, zaenkrat ni nekih vprašanj, tako da nadaljujva, pa se bo potem vrnila nazaj, če slučajno kdo zastavi vprašanje. Ja. Okay. No, Vesna, jaz bi sedaj še morda dve prosojnici pokazal, ki se še ukvarjata z malo bolj detaljiranimi
podrobnostmi v zvezi s temi omenjenimi davčnimi ukrepi in zato bi te naprošal, da greš kak naslednji prosojnici. Je že gor. Je že gor, hvala lepa. In sicer, jaz sem prej omenil, na tej prosojnici je nekaj zelo zanimivih informacij in te informacije bi sedaj rad podal. Kot sem prej že omenil, je sedaj šansa, velika šansa za vse davčne zavezance, da zmanjšajo davčne akontacije za dohodnino, nemško se to reče Einkommensteuer, ter davek na dohodek pravnih oseb v Avstriji, Körperschaftssteuer. Te akontacije se v tej trenutni fazi, to pomeni v letu 2020, lahko zmanjšajo tudi do vsote nič. To pomeni, če ima davčni zavezanec, da je doslej plačeval akontacije, lahko čisto neformalno zaprosi pri davčni upravi, da se mu te akontacije znižajo do nule. Ja? Mu ni treba plačevati akontacij. Če bi jaz bil sedaj en nasvet z moje strani ob robu, če se nekdo od davčnih zavezancev res nahaja v bolj, kako bi rekel, likvidno gledano, kočljivi situaciji, bi se na vsak način posluževal te možnosti in bi si pustil zmanjšati svoje lastne akontacije. Ampak to velja samo za to leto 2020, ne za prejšnja leta, naprimer ne za leto 2019 ali pa 2018, ker za ta leta smo ja že plačali akontacije in mi ja vsi vemo, korona krize je v letu 2019, če ni bilo in zaradi tega tudi ni možno zmanjšati akontacij za leto 2019 ali pa za prejšnjo obdobja. Potem nekaj iz mojega vidika zelo važnega so tako zvane olajšave pri plačilu davčnega dolga. V Avstriji tako izgleda situacija, če dobiš kot davčni zavezanec davčno odločbo, ja, potem je ta davčna odločba seveda en akt s strani javne uprave in se proti taki davčni odločbi ali pa zopet tako davčno odločbo lahko vložiš tudi pritožbo. Ti imaš običajno en mesec časa, da plačaš predpisani davek. Ja? Kjer se pa letos gre za likvidnost, imajo davčni zavezanci pravico pa šanso, da koristijo olajšave pri plačilu davčnega dolga. In zdaj, kaj je naredila davčna uprava? Davčna uprava je rekla, davčni dolg bomo, ali plačilo tega davčnega dolga bomo odložili vsaj do konec septembra letošnjega leta, to pomeni do 30. septembra, ker so pač vsi izhajali iz tega, da bo konec septembra se bo kriza več ali manj pomirila. Zdaj pa vemo, da še ni prišlo do te pomiritve krize in je davkarija dobila se strani vlade, se strani Ministrstva za finance tudi ustrezno zakonsko določilo, da se bodo ta plačila, ta odložena plačila podaljšala od septembra na pričetek naslednjega leta. Lahko rečemo, če je nekdo sedaj sledil mojemu predavanju, da v tem letu 2020 avstrijska finančna uprava pravzaprav ne pobira kakih davščin. Ja? Ker mi smo sedaj plačilo davčnega dolga odložili celo do pričetek leta 2021. Zdaj seveda vprašanje je, kakšni učinki, kaj pomenijo vsi ti ukrepi za avstrijski proračun. Avstrijska finančna uprava je doslej prejela skoraj 300.000 zaprosil, v naslednjih dneh bomo prekoračili to mejo 300.000 in mi zelo ažurno delamo, to pomeni, da smo skoraj 99% vseh teh zaprosil
bili v stanju tudi rešiti. Ja. 100% nikoli ne bomo dosegli, kjer so pač tu pa tam tudi še potrebna dodatna vprašanja, ampak skoraj vsem zaprosilom je bilo ugodeno in izpad nepobranih oziroma odloženih davščin znaša z današnjim trenutkom več kot 6 milijard evrov. To pomeni, država v letošnjem letu, pravzaprav v teh par mesecih, ni bila v stanju pobrati tega denarja, ker pač ni ustrezne likvidnosti pri davčnih zavezancih. In tle sem zapisal tudi eno številko, točno 6,5 milijard evrov doslej odloženih davščin. In te odložene davščine naj bi zagotovile likvidnost davčnih zavezancev. Skratka povedano, davčni zavezanci potrebujejo ta denar za nekaj drugega, ne pa za plačilo davkov. Preden bi šel do naslednje prosojnice, greva še do naslednje, da bi še lahko povedal, da so... Drugače imava eno vprašanje. Ja, prosim. In sicer Katja me sprašuje, ali lahko prosiš za znižanje akontacije kot na novo ustanovljeno podjetje v letu 2020? Ja, seveda. Ja. A vprašaj gospoda ali pa gospo, kako pravno obliko ima tisto podjetje? Če me je slišala? Ja, Katja, kakšno imate pravno obliko? GmbH. GmbH, ja. Ona naj zaprosi pri pristojnemu finančnemu uradu. To je bila tudi velika diskusija, kjer se teoretično pri teh družbah pobira en minimalni davek, ampak se zaprosi. Ja. Sicer pa naj za primer, da bi davkarija predpisala kak davek, mora vsekako zaprositi potem za odlog plačila. Ok. Dobro, greva naprej s prosojnico, ne? Nekaj je treba povedati. Ok, greva naprej, ja. Potem, kar se tiče teh detaljiranih ukrepov, je, da so ta sredstva, ki se sedaj izplačujejo iz različnih skladov, fondov, oproščena davka, ja, do določenih vsot. Jaz sem tu napisal tudi ustrezno vsoto, in sicer, koliko to krije 75% poslovnih stroškov. Ja. Vesna, greva sedaj, če sedaj ni kakih umestnih vprašanj, ker to je sedaj naslednjo poglavje, bo zelo zanimivo. Tako, davčne inšpekcije. Vse udeležence sedaj naprošam, da mi zelo koncentrirano sledijo. A se mene dobro sliši? Ja, mečkan imava šum v povezavi. Ampak sicer gre. Ja, gre, ja. Mogoče samo še lahko rečem, se pravi tisti, ki nas gledajo preko Facebooka, če imajo vprašanje, ga lahko zapišejo v komentar in bova poskušala sproti na ta vprašanje odgovoriti in greva na davčne inšpekcije. Ja. Zdaj, seveda, materija, kot so davčni ukrepi, davčni predpisi, to je zelo formalna zadeva. Vsak udeleženec to ve, to ni tako, kot če greš ven in si kupiš eno kavo, ja, ali pa če si naročiš eno kosilo, ali pa si kupiš en gvant, to je že nekaj bolj formalnega. Je sedaj pri tem poglavju, ko bomo govorili o davčnih inšpekcijah, je treba zelo pozorno slediti. Zdaj, doslej smo čuli, zavezancem v Avstriji izplačala določen denar iz javnih sredstev. To je jasno. In zdaj, kdo bo pa kontroliral sedaj verodostojnost in klasično namernost teh sredstev v posameznih podjetij? Dolgo so razmišljali o tem in sedaj je delo padlo na finančno upravo. To klasično moram povedati, inšpektorice in inšpektori finančne uprave
bodo v bodočnosti pogledali v podjetjih, v firmah, ali so ta sredstva bila tudi namensko uporabljena. Kako pa sedaj poteka ta proces, da ne bomo prekomplicirani, izplačilo tega denarja, teh nepovratnih sredstev gre preko enega posebnega podjetja, ki se imenuje Kofag. To vidite na prosojnici. Lahko greš na tisto naslednjo prosojnico? Aha. Hvala. In sicer se imenuje to podjetje Kofag. Ne vprašajte me, zakaj se je ustanovilo to podjetje. To podjetje imamo, to podjetje je ustanovljeno in to podjetje izplačuje denar. In v imenu tega podjetja bo avstrijska finančna uprava pri posameznih davčnih zavezancih kontrolirala točnost informacij, dokumentov, verodostojnost predloženih dokumentov, ali so ta sredstva, ki so bila izplačena podjetnikom, bila na osnovi realnih podatkov izplačena ali so v ozadju neke navidezne dokumentacije. Kako bo to potekalo v praksi, trenutno še ne ve nobeden. Trenutno se izdeluje znotraj finančne uprave en priročnik za inšpektorje, ampak toliko lahko sedaj tudi razodenem v tem našem webinarju, da bo potekalo približno takole. In sicer bo potek orientiran po sistemu semaforja. Če je Kofag mnenja, da so bile subvencije na osnovi točnih in verodostojnih dokumentov izplačane, potem dobi to podjetje tako zvano zeleno luč na semaforju, ja. Koga bo pa finančna uprava potem sploh kontrolirala? Kontrolirala bo pa tista podjetja, ki so na semaforju Kofaga, ki imajo na semaforju Kofaga ali oranžno luč ali pa rdečo luč. Koliko je teh podjetij oranžnih ali pa rdečih, trenutno noben ni v stanju povedati, ampak mislim, da jih je sicer, da jih je ziher par tisoč takih firm, ki jih bo davkarija naknadno kontrolirala. Trenutno sprejemamo tudi precej anonimnih ovadb s strani delojemalcev, predvsem, ki pravijo, da so baje na skrajšanem delu, a morajo kljub temu v polni meri delati za firmo. To pomeni, da bo naknadno prišlo kar do precejšnjih kontrol s strani davčne uprave. Vesna, morda vprašaš, ali je v tem kontekstu kako vprašanje? Torej, počakava minutko. Aha, in sicer imava, da vidim, to je še verjetno odprej. Aha, imava. Aha, Tatjana samo pravi, da se bolj slabo sliši, ampak mislim, da je bilo zdaj malo boljš. Sej prosojnice, Marjan, lahko tudi deliva z našimi udeleženci Zooma? Ja, seveda, brez problema. Tako da jih dobite na mail, ker vmes včasih malo zmanjka tvojega glasu. Je sicer vprašanje na temo inšpekcij, to, kar smo zdaj povedali, in na vprašanje Kofaga? Ne, očitno ne. Greva kar naprej. Važno je, Vesna, saj itak vsi mene slišijo, da finančni inšpektori tokrat ne nastopajo kot originalni inšpektori finančne uprave, temveč kot izvedenci, ki delujejo v imenu Kofaga. To je važno. Aha. Ja. Sicer bodo šli ven kot inšpektori davčne uprave, a je važno, da če si to optično lahko predstavljava, ponavadi ima finančni inšpektor en nahrbtnik, na katerem piše, jaz sem inšpektor finančne uprave, tokrat bi moral nositi en nahrbtnik, na katerem piše, sem strokovni izvedenec Kofaga. Ok.
Dobra pripomba. Mislim, da je za to sliko si lahko predstavljamo, kako zadeve izgledajo. Da greš kar na 10. Prosojnico in sicer na comeback Avstrije. Dobro. Ja. In sicer tle imamo, pri tem comebacku imamo en cel sveženj različnih ukrepov, en celotni paket. Ja. Kaj so, jaz sem to sedaj označil na eni strani kot razbremenitveni paket in na naslednji strani pa kot investicijski paket. Jaz bi pričel sedaj z paketom razbremenitve. Ja? Kaj pomeni to? To pomeni, da bomo našo davčno reformo pričeli uveljavljati kar nazaj s 1.1.2020. Mi smo sicer že sredini leta 2020, a to nema veze s tem, ker se je davčna napoved za leto 2020 podaja šele v letu 2021 in do takrat bo celotna tehnična priprava finančnega ministrstva prek davčne stopnje. Zdaj? Probiva. Halo? Ja, dobro, bolje. Dobro, ja. Tako da smo te, mislim, da smo zdaj spet zadnji del mogoče malo zagrešili, tako da mogoče, če ga lahko ponovi. Ja, še enkrat. Ja, tole bo Dohodninska stopnja se zmanjša od 25% na 20%, prvi razred. Potem za otroke bomo izplačali en dodaten bonus. Za brezposelne bomo tudi izplačali en dodaten bonus. Tisto, kar se meni osebno zdi zelo važno je, da če ima nekdo v letu 2020 izgubo pri poslovanju, da za to leto lahko te izgube prenese nazaj za leto 2018 in za leto 2019. Tega v Avstriji doslej še nismo imeli, da bi lahko prenesli izgube nazaj. Mi smo imeli vedno sistem prenašanja izgub naprej, ampak nikoli prenašanja izgub nazaj. Jaz mislim, da tle bodo davčni zavezanci vsekako potrebovali tudi pomoč s strani davčnih svetovalcev. In nekaj čisto novega, uvedli bomo tako zvano degresivno amortizacijo. To je bilo sklenjeno tudi včeraj v parlamentu in ta degresivna amortizacija velja pravzaprav od danes naprej. Si me čula, Vesna? Ja. V redu? To je zdaj v redu, ja. Ja. Greva naprej. Na investicijski paket, ne? Na investicijski paket. In sicer pri investicijskemu paketu, ki pa temu je treba sedaj povedati, ki je trenutno v pripravljalni fazi. To pomeni, predvideni zakonski tekst še ni na razpolago. Ampak predvideno je, da se bo povečala investicijska premija, ja, potem, da bodo uvedli ukrepe, korake, ki naj bi krepili lastni kapital v podjetju. Vsakdo, ki se ukvarja z avstrijskim davčnim sistemom, ve, da imamo tako zvane SP-je, da imamo osebne družbe kot odprta družba ali pa komanditna družba in da imamo tudi kapitalske družbe. In pri vseh teh družbah je važno, da imajo dobro izpostavljen lastni kapital. In tle so predvideni še dodatni ukrepi. Kako bodo ti ukrepi izgledali, trenutno še ni čisto jasno. In predvideno je tudi, da se v državi
poenostavi ustanavljanje podjetij. Jaz sem to pod navodicami napisal Austrian Limited. Ja. Za te ukrepe je predvideno 500 milijonov evrov. Upam, da bo še lažje ustanoviti v Avstriji podjetja, kot je doslej bilo, ker mi vemo, če v Avstriji ustanoviš eno podjetje, da to ni vedno tako enostavno, kot to oficialne ustanove prodajajo. Ja. Je kar precej birokratskih zadev treba upoštevati in prebroditi, preden imaš potem firmo v lastnem žakeljcu. Ja. Vesna, zdaj si me dobro slišala. Zdaj je zelo dobra povezava. Ja. Ja. In greva, Vesna, k naslednji prosojnici. Tako, ja. In sicer nadaljnji ukrepi. Ti ukrepi so v trenutni fazi najbolj aktualni. O teh ukrepih bodo danes pisali tudi avstrijski mediji. In sicer gre se za zmanjšanje davčne stopnje pri davku na dodano vrednost. Mi smo tle Avstrijci, jaz sem tle na prosojnici, se točno vidi, za katere zadeve se bo ta stopnja zmanjšala, in bi sedaj udeležence zaprošal, ko je bila včeraj zvečer še parlamentarna diskusija, ja, da bo ta davčna stopnja, če si ogledate drugi bullet point, ja, ko piše davčna stopnja 5% tudi za obiske muzejev, kinov, glasbenih prireditev, časopisov in drugih periodičnih publikacij ter knjig. Tle je treba še omeniti, da bodo 5% davčno stopnjo, to je bilo včeraj zvečer, mislim, da ob 10 zvečer sklenjeno v parlamentu, da bodo to stopnjo lahko še koristili cirkusi, umetniki, pekarne in mesarne, če servirajo naprimer kavo ali pa pijače, potem restauracije, hoteli in slaščičarne prav tako lahko koristijo 5% stopnjo, če le te ustanove prodajajo jedi in pijače. To pomeni, to so včeraj zvečer še v parlamentu sklenili. Lahko rečeva, da imamo, in če to smem povzeti, v Avstriji trenutno sledeče davčne stopnje pri davku na dodano vrednost. Mi imamo tako zvano nično davčno stopnjo za določene promete, potem imamo 5% za določene storitve, 10% za druge storitve, ki so zapisane v zakonu, 13%, 19% in 20%. Če mi je nekdo sledil, imamo že več ali manj 5 konkretnih davčnih stopenj samo na področju davka na dodano vrednost. To pomeni, vi morate vsi v naslednjih dneh tudi slediti malo medijem, ampak jaz bom napisal za splet SGZ v naslednjih dneh en prispevek, iz katerega bo razberljivo, katere storitve sedaj v Avstriji, katere storitve so v Avstriji podvržene kateri davčni stopnji. Tako da si bo vsak to lahko potem ogledal in bo točno vedel, če opravljam to storitev, me to stane 5%, če opravljam ono storitev, me stane to 10%. To bom jaz naredil, da bo vsak imel en kratek pregled. Ja? Jaz pa obljubim, da udeležencem pošljem link potem do tvoje objave, Ja. ko boš to napisal. Odlično. Ja, zdaj, Vesna, jaz bi samo še na kratek prevzel ukrep, preden gremo v končno diskusijo. To pomeni vsega skupaj. Prvič, ukrepe, ki naj zagotavljajo likvidnost pri davčnih zavezancev. To pomeni zmanjšanje akontacij, odlog plačila do pričetek 2021 in tako dalje. Drugič, sem povedal, davčne inšpekcije. Kdo upravlja te davčne inšpekcije? Finančna uprava. V kateri funkciji? V funkciji izvedencev. Za koga upravljajo? Za KOFAG. Pri KOFAG-u si zapomnite semaforski sistem, zelena luč,
oranžna luč, rdeča luč. Tretja važna zadeva so protikoronski ukrepi na področju davka na dodano vrednost. Tam si zapomnite 5% stopnja za določene storitve. Katere storitve v detajlu vidite na prosojnicah, čisto v detajlu pa bomo zapisali na enem posebnem prispevku na spletu SGZ. Evo ti, jaz najadaju zdaj na veliki ekran, kjer imava dve vprašanji. Prosim. In sicer, eno vprašanje, oziroma Petra je dvignila roko. Petra, najboljše, da zapišete vprašanje v chat. Miran pa naj sprašuje, da ga zanima degresivna amortizacija, kako to izgleda v detajlu. A to pomeni, da je na začetku amortizacija zelo visoka in potem se počasi zmanjšuje? Pa kako visok je delež na začetku? Predvideno bo po vsej verjetnosti 30%. Aha. Degresivna zakon še ni v detajlu izdelan, ja, ampak predvideno bo po vsej verjetnosti 30%. Ja? Miran se lepo zahvaljuje. Petra, vi ste prej dvignila roko, če vas lahko pozovem. Mislim, da vam, Petra, če ste za, vam lahko tudi dam možnost, da govorite v živo. Probamo tako narediti. Petra, poslušam. Petra, mislim, da vas zdaj slišimo. Halo, Petra? Petra, morate samo še vklopiti svoj zvok. Od spodaj imate tak mikrofon, ki ga morate všaltati, da lahko potem poveste. Ne? Potem pa, ne vem, Petra, ne vem kako, če nam pošljete potem mogoče vprašanje raje. Petra lahko pošlje vprašanje in bomo skušali odgovoriti. Če ga po mailu pošlje. Velja. Vesna, bodi tako dobra, da ji to ponudiš, ja? Ja, velja. Torej, Petra, jaz vas drugače kot tako ne znam vklopiti, verjetno druge možnosti ni. Tako, če imamo še kakšno vprašanje, bi prosila, da zdaj zastavite še vprašanje. Sicer smo že skoraj 1 uro online. Ampak mislim, da ni dodatnih vprašanj. Jaz torej obljubam udeležencem, da pošljem prezentacijo in pa pošljem potem članek, ko ga boš spisal, Marjan, ki bo sicer tudi na spletni strani o davčnih stopnjah, teh 6 davčnih stopnjah. Tako, ja. Ja. Tako. In Miranu bi pa lahko poslal, če ga zanima, da mu, če bo prišlo do tistega prvega predloga, kako bo to izgledalo za degresivno amortizacijo, ja, da mu to potem pa pošljemo. Velja, mislim, da je to... Velja? Velja, torej, če ni več vprašanj, Marjan, se iskreno zahvaljujem za spet izčrpne informacije in za tako sveže informacije, ki so praktično 12 ur stare. Ja. In jih bomo tudi mi objavili tudi na spletni strani. Hvala za vse in se vidimo kmalu, ne? Hvala lepa, hvala, da ste mi prisluškovali in če so kakšna vprašanja, smo vam na voljo. Ja. Lep pozdrav z Dunaja, vsem, ne glede kje ste, ostanite zdravi. Enako, Marjan, se slišimo, adijo. Adijo.